Lepo pozdravljeni v podcastu Zgodbe hemofilije. Moje ime je Uroš Brezavšček in danes se bomo pogovarjali o konferenci IHAT. Konferenca IHAT je potekala v Manchesteru in sicer od 7. do 10. februarja in udeležil sem se jo skupaj z predsednikom društva Krvni bratje Dominikom Zverom in fizioterapevtko, ki sodeluje z društvom Sandro Fabijan. V tem podcastu bomo povedali malo o tem, kako smo doživeli to konferenco, kaj smo izvedeli novega o zdravljenih oziroma o celostni oskrbi bolnikov s hemofilijo. Dominik, kako si zdaj ti videl to konferenco? Naj povem, da je to že 4. konferenca za naše društvo, druga v živo in vidim velik napredek napram prvi konferenci, ko smo se udeležili v Hagu, ki je bila tudi zelo dobro organizirana. Moram pohvaliti organizacijski odbor, ki je pripravil zelo dobra predavanja, ki se razvlečejo čez 4 dni. V bistvu v prvi preddan pred kongresom, ki je namenjen strokovnjakom, medicinskim sestram, fizioterapeutom ter psihologom oziroma psihosocialni tematiki. Potem pa tudi na sam kongresni dan, ki je namenjen satelitskim simpozijem farmacevtskih podjetij ter različnim predavateljem z različnih področij obvladovanja hemofilije. Najbolj pomembno se mi zdijo predavanja, ki povzemajo novosti in ki predstavljajo tudi načine obravnave zdravljenja hemofilije. Ok. Kako je pa na teh konferencah, za tiste, ki mogoče niso nikoli bili, kako je pa en del je seveda to izobraževanje, ne? Konferenca je pa veliko več kot samo to, ne? Tukaj tle so zdravniki, drugi, bom rekel, predstavniki, ki nam pomagajo pri naši zdravstveni oskrbi, ne? Predstavniki farmacije. Kako pa ta del konference ti vidiš? V bistvu zelo pomemben je tudi ta drugi del, neformalni del konference, kjer se družimo z različnimi predavatelji, zdravniki, bolniki, pa tudi kjer se lahko patient advocacy, se pravi predstavniki bolnikov, družimo tudi z različnimi predstavniki farmacije. Na teh srečanjih ponavadi dokazujemo, ker se pojavljamo že 4. leto, da smo resno društvo, ki je dejavno, ki se izobražuje in ki izobražuje svoje člane, kar je v današnjem času zelo pomembno, kajti zdravniki pri svojem delu imajo čim manj časa za neko obrazložitev neke terapije, mi pa lahko to terapijo nekako obrazložimo na poljuden način vsakemu članu našemu društvu in to je namen, da tiste novosti, tiste prednosti, ki se dogajajo v svetu, prenesemo do, bom rekel, vsakega posameznika. Predvsem pa je tudi pomembno, da vzdržujemo neformalne stike z organizacijo EHAT ter tudi EHC ter ostalimi organizacijami, pa tudi neformalne stike na podlagi, kjer izmenjujemo tudi dobre prakse bolniki med sabo in primerjamo obravnavo bolnikov po svetu. Kakšne so pa te novosti, kar se tiče našega zdravljenja? Ti je bilo kaj zanimivega, kaj novega? Predvsem so mi zanimiva bila predavanja na temo fizioterapije, kako pomembna je fizioterapija za posameznika, kako pomembno vpliva, tudi na to, kako morajo timi sodelovati, se pravi hematolog, fizioterapevt, psiholog, medicinska sestra, hepatolog. To je ponekod v svetu urejeno, predvsem tule v Angliji smo dobili vpogled, da ko obiščeš enkrat letno svojega hematologa, je pri njemu zbran cel tim in svojo zgodbo poveš samo enkrat.
in na to imaš pa posamezne srečanja s posameznimi strokovnjaki z področji. Potem me je fascinirala tudi nova genska terapija, ki je pač za nekatere bolnike že dokaj uspešna in pričakujemo, da bo v prihodnjih letih na voljo, da bo še boljša izpopolnjenja in da bo tudi finančno dostopna. Tudi že zdaj je nekako finančno primerljiva z našim konvencionalnim zdravljenjem in je vsekakor neka alternativa, mogoče za tiste, ki, bom rekel, imajo težji venski dostop ali pa si težje aplicirajo faktor. Tako da vsekakor genska terapija za hemofilijo B je zdaj že toliko izpopolnjena, da je sigurno varna in verjetno bi bila tudi lahko dostopna za naše bolnike. Hemofilija A pa je tudi zdaj že, bom rekel, so prvi bolniki že 3. leto v študiji in kaže dobre znake, da bo uspešna. Verjetno bo potrebna še kakšna modifikacija, ampak do takrat, ko bo prišla v Slovenijo, bo verjetno že zelo izpopolnjena in bo verjetno tudi primerna za določen procent bolnikov v Sloveniji. Tako da to me navdaja z nekim upanjem v prihodnost, da smo na pravi poti in da bomo tudi zmožni to financirati v okviru zavarovalnice. Ja. No, jaz sem bil še na nekih predavanjih, zato ker ena slabost mogoče take konference, da je več predavanj ob istem času. No. Jaz sem pa na primer bil na predavanju, kjer se je govorilo o drugih nefaktorskih terapijah, ki tudi prihajajo na trg. Se pravi, tle so predvsem terapije, kjer se poskuša vplivati na zaviralce starjevanja krvi, ne? In tukaj imamo tudi že kar precej razvoja. Je pa tako, da spet bo treba biti zelo pozoren, ne, za koga je določeno zdravilo primerno. To je prva stvar, še posebej iz stališča tistih, ki so imeli hepatitis, ne, in posledično tudi neko okvaro jeter. Tako je. In potem se bo treba nekaj zavedati. Ko bomo začeli taka zdravila uporabljati, ti ne boš več težek hemofilik, ne, s takim zdravilom in posledično tudi potrebno biti zelo previden pri številu enot faktorja, ki ga bomo uporabljali, zaradi tega, ker so ugotovili pri študiji, da pride lahko zelo hitro do tromboze. Ne. Tako je. Tako da imamo, bom rekel, zdaj več front teh novosti. In meni je bilo zelo všeč eno predavanje, v bistvu zadnje predavanje, kjer je govoril strokovnjak, tudi hemofilik, ki je že za leto 2000 napovedal, da bomo bili ozdravljeni hemofilije, ki je rekel, še zmeraj smo tukaj, ne? In ko je šel skozi vse vprašanja, ki si jih moramo postaviti, da vidimo, ali je neka terapija končno zdravljenje hemofilije, je prišel do zaključka, da za hemofilijo B morda lahko z gensko terapijo govorimo o zdravilu, ki pozdravi hemofilijo, medtem ko je rekel za hemofilijo A, nismo še tako daleč. In bo potrebno še kar nekaj raziskav in morda celo nekih novih poti. Vse jaz tako tudi razumem, ne? Ja. Tako sem mislil tudi povedati, ne? Vsekakor je pri tem tudi pomembna potem tudi sama diagnostika oziroma samo merjenje teh naših vrednosti, farmakokinetika, ta koagulacijski čas, vse to postaja bolj zahtevno, ne? Ja. In vse to je vedno zmeraj težje merljivo, ne? Ker tudi te določene molekule težje izmeriš, ker niso ekvivalenti faktorju enaki, ne? Tako da to bo zahtevalo tudi od našega strokovnega osebja, bom rekel, večjo skoncentriranost, kot je bila na primer pri sami aplikaciji nadomestnih faktorjev, ne? Tako da je to zanimivo in vsekakor spodbudno za nas
da bo še večji spekter teh zdravil, ampak to pomeni, da se treba tudi še bolj pripraviti in izobraževati. Ja, tako. Ja. Predvsem bolniki, ne? Da vemo, kaj je. Vse to opažamo že zdaj pri teh obstoječih terapijah, da moramo vedno več znati o samem zdravilu, ne? In tudi pravilno in pravočasno ukrepati, če pride do kakih določenih zapletov. Tako. Meni je bila tudi ena zanimiva informacija, o kateri nisem prej še nikoli slišal, ampak da v bistvu proces starjevanja in proces vnetij sta v bistvu povezana procesa, ne? Se pravi, takoj ko imaš neko starjevanje, v tem primeru starjevanje krvi, je avtomatsko tudi zdraven proces vnetja. To je nekaj, kar nisem nikoli slišal, ampak naj bi bilo pač del življenja. No, za konec bom jaz mogoče še to rekel, ker je bilo meni fascinantno slišati te zgodbe teh mladih hemofilikov. Imeli smo eno predavanje, kjer je oče od enega fanta, mislim, da je bil Šved, ne? Ja. Hokejist, ja, nam je povedal oziroma predstavil, kako poteka življenje njegovega fanta, ker je v bistvu družina zelo športno aktivna, so potem tudi njihovega fanta hitro vključili v razne športe in počasi je prišlo do tega, da je fant pri, mislim, da 6 letih začel igrati hokej, ne? Hokej, tako, ja. In trenira normalno, kot vsi ostali, ne? In sicer si mora faktor dajati zelo pogosto. Ja, mislim, da si vsak dan daje, ne? Ja. Po 1000 enot, ne? Tako. In da ima običajen faktor, ne? Ja. Nima s podaljšanim delovanjem, ne? Kar mi je čudno, no? Glede na standard na Švedskem, ne? Da bi že lahko. Mogoče še ni star 12 let, pa verjetno čaka. Morda zaradi tega. V glavnem zanimivo, no? Kako če imamo dovolj visoke nivoje faktorja, se da v bistvu živeti praktično normalno, ne? Ja, po moje zato, ker že od rane mladosti redno trenira, ne? Ima močne mišice in se telo, bom rekel, če niso sklepi okvarjeni, če ne nastane tarčni sklep, lahko tudi z majhnimi dozami živiš brez krvavitev, ne? Ja. Vse to so tudi zdaj v teh študijah, ko so testirali gensko terapijo, ne? Čeprav se je nivo faktorja znižal, ne? Ja. Na nekih, ne vem, meni so tudi imeli samo 15%, ti ljudje, letna stopnja krvavitev pa se ni povečala, ne? In so bili še zmeraj brez krvavitev oziroma so bili boljši kot tisti, ki so na preventivi, ne? Tako da, bom rekel, telo je fascinantno, kako se zna adaptirati na novo nastale razmere, ne? In kako se zna po neki načinu, če mu pomagaš, samo pozdraviti, ne? Vse to opažamo tudi vsi zdaj s temi našimi terapijami z podaljšanimi faktorji, ne? Da se nam je stanje sklepov vseeno popravilo, da je manj teh mikrokrvavitev, ne? In potem na dolgi rok verjetno bomo rabili tudi manj terapije, ne? Bomo bolj trdni, bomo bolj natrenirani in to je cilj tega, ne? Pri otrocih pa vidim to kot prednost, ne? Da sploh tega ne bodo razvili, ne? Fascinantno mi je bilo tudi še spoznati Cliva, triatlonca, Ironmana, v bistvu, ki teče redno maratone, kolesari, plava, ki je povedal svojo zgodbo. Če te smem prekiniti, ne? Clive, ne, je star, koliko je star, 45 let verjetno. Ja, tako malce mlajši od mene. Ja, bolnik s hemofilijo, s težko obliko, ne, okvarjeni sklepi. Ja, to je pomembno, ne. V bistvu je v takem stanju, kot smo velika večina nas, ne, in je začel zdaj v zrelih letih, ne, teči maratone, zato ker je tekla žena in potem se je on pridružil in v začetku je imel težave, krvavitve, potem pa je adaptiral svoje preventivo, se pravi faktor, zdaj si ga daje 3-krat tedensko, Ja. Ima s podaljšanim delovanjem. Moram omeniti še tudi, da ima brata dvojčka, ne, ki ima čist drugi tip terapije, ne, in da imata še enega drugega brata, ki ima tudi hemofilijo, ki pa tudi ima čist drugačno terapijo. Ja. So pa vsi športno aktivni, to pa moram poudariti, ne. Seveda so tudi temu primerno tudi imajo konstitucijo
in ja, je prvi hemofilik, ki je dokončal Ironmana, tako da je zelo velika spodbuda lahko za vse nas, da se premaknemo s kavča udobnosti in začnemo migati. Tako da verjetno ga bomo zaprosili, da bomo na enem od naših srečanj tudi ga bolj podrobno predstavili, če drugo ne s kakšno prezentacijo ali pa videom v živo. Ja. Clive je tudi poudaril eno stvar, ki se jo moramo zelo zavedati, oziroma se jo zavedamo, ampak jo mogoče ne upoštevamo, in to je fizioterapija. On je rekel, da poleg tega, da je spremenil način zdravljenja, se pravi, kdaj se zdravi in kdaj trenira, mu je v veliko oziroma v največjo pomoč bil prav fizioterapevt, ki mu je pravilno znal svetovati, oziroma je bil del ekipe. On je lepo povedal, da vse to ni ustvaril sam, ampak je skupaj z svojo ekipo, se pravi hematologom in fizioterapevtom. In zato nam bo tudi Sandra malo povedala, kako je bilo pa njej ta konferenca, oziroma kaj je pa ona izvedla iz področja fizioterapije. Ja, letošnja ta EHAT je imel velik poudarek na fizioterapiji. Ja. In fizioterapevti stopajo zdaj v ospredje, v bistvu postajajo najbolj pomembni del tima, ki obravnava hemofilika. Zato je pomembna vloga oziroma pomembno sodelovanje v timu, na katerem v bistvu sodelovanju moramo v Sloveniji še marsikaj narediti. In tu vidim izzive za vse nas, za celo skupnost, da začnemo o tem razmišljati, se pogovarjati in tudi kaj napraviti v tej smeri. To nekako sovpada tudi z našimi prizadevanji po večkratni fizioterapevtski obravnavi, ki bi bila plačana strani iz države, pa tudi obnovitveni rehabilitaciji in vse to. Tako da jaz mislim, da so smernice našega društva dobre in to potrjujejo tudi zdaj te prakse, ki jih vidimo po svetu oziroma po Evropi, pa tudi po svetu. Srečevali smo ljudi iz celega sveta, tako da čeprav je to evropsko srečanje bolj, EHAT, in zanimivo je, da srečujemo iste obraze, srečujemo pa tudi dosti mladih. In to me veseli, da se ustvarja, da se znanje prenaša na mlade zdravnike. Tudi v Sloveniji so bili prisotni mladi zdravniki, specializanti, in me veseli, da tudi oni pridobivajo to znanje, kajti pomembno je, da tudi mlajši se zavedajo hemofilije, kajti v stik verjetno v bolnici pridejo bolj redko z nami, ker nismo več bolnišnični bolniki, ampak smo ambulantni bolniki. Je pa pomembno tudi, da poznajo bolezen in da nam znajo v kritičnih momentih pomagati. Dobro. Zdaj bomo pa še Sandro vprašali, kakšna je bila pa njena izkušnja tega kongresa? Meni je bilo predvsem všeč že pri ideji, to se pravi dan pred uradnim začetkom kongresa, ko smo bile posamezne zdravstvene stroke. Bili smo fizioterapevti, medicinske sestre in psihologi. Na začetku skupaj smo imeli par predavanj, potem smo šli pa vsi po svojih področjih. In na fizioterapevtskem področju je bilo zelo poudarjeno pomembnost to, da multidisciplinarno pristopimo pacientu in da je tudi pri vsakem pregledu, ko pacient pride v kliniko, prisoten tudi fizioterapevt, da lahko pacient istočasno vpraša tako za mnenje, če se o gibanju to tiče, gibljivosti mišične moči, fizioterapevta, to tudi sočasno sliši zdravnik, potem uskladijo, ali bilo potrebno povišati faktorsko vrednost, da ne bi prišlo do mikroruptur in poškodb. Potem pa je bilo še povedano, so naredili mednarodno kot en guidelines, kako naj bi potekalo to sodelovanje v timu. Tudi trenutno na Nizozemskem delajo študijo, da bi
pač opcijo, kako prenesti tudi lokalnim fizioterapevtom, to bi bilo nekje v Sloveniji na primarni ravni, to se pravi v ambulantah, znanje dela z hematološkimi pacienti, ki imajo težave z krvavitvami, da se ne bi izgubljal čas med tem, kako se čaka ob morebitnih pač poškodbah. Ok, kako ti je bilo pa, zdaj je bil to tvoj drugi tak velik kongres, ne? Kako si pa doživljala ostala predavanja, ker nisi bila samo na tistih za fizioterapijo, ampak potem si šla tudi na ostale. Kako si pa tisto doživela? Na letošnjem kongresu se je opazilo, da je zelo poudarjeno tudi v ostalih predavanjih, ki so potem bile za vso populacijo, pomembnost, da je res vključen pacient pri obravnavah, da se ga osvešča, informira, da se mu ponudi različna zdravljenja, tudi se mu pove, kaj določeno zdravljenje mu prinese, kaj mu odvzame lahko, kaj so pač tiste specifike, kaj se lahko doseže. Tudi slišali smo zgodbe, kako pacienti z hemofilijo obliko A lahko vseeno dosežejo tudi visoke športne dosežke ob seveda multidisciplinarnem sodelovanju tako zdravnikom, fizioterapevtom, medicinsko sestro in psihologom. Res ta pomembnost celotnega sodelovanja v okviru tima je skozi bila rdeča nič celotnega kongresa. Si ti mogoče med drugim spoznala tudi kakšnega zanimivega kolega z tega področja ali pa druge stroke, ki ti je povedal kaj zanimivega o tem, kako rečemo delajo pa pri njih z bolniki? Na prezentacijah, ki so bile na tem pre-dayu za fizioterapevte, smo pač slišali prezentacijo iz Nizozemske in na to tudi danes strani Nemčije, kjer so zelo že napredovali o inkluziciji, tako okolice na primarni ravni v obravnavo, pravilno obravnavo bolnikov s hemofilijo in boleznimi krvavitev. Tako da spoznala sem pa tudi psihologa iz Izraela, včeraj malo bolj od blizu, in tudi tega v bistvu sočasno je predstavnik pacientov za hemofilijo kot tudi odvetnik, ki je prezentiral tudi svojo zgodbo o uspehu, da je zmogel in zmore tekmovati celo na triatlonih. Oba dva seveda sta prikazovala res pomembnost, to, kar že zdaj skozi govorim, in tudi različnost delovanja med klinikami. Tako da ni samo, recimo, da bi rekli, ja, mi imamo tako, tudi v državah, kjer so že bolj napredni, bolj ozaveščeni o pomembnosti multidisciplinarnega tima, stvari seveda ne delujejo vedno tako, kot bi lahko delovale. Toda zavedati se moramo, da vsi imamo pač opcijo izbire. Lahko izberemo tisto, kjer se najbolj varno počutimo. Tako da res pomembnost osveščanja, informiranja, pogovarjanja, tudi zaupanja pacienta, bom rekla, tako fizioterapevtu, psihologu kot zdravniku, kajti če tudi pacient svoje skrbi, svoje pač to nesigurno zaupa nekomu iz tima, lahko z pogovorom najdete skupaj najboljšo rešitev, ki bi lahko zmanjšala pač njegove te notranje strahove. Super, no, potem se mi zdi, da si imela lepo izkušnjo tudi letos, ne? Ja, zelo super, res veliko znanja. Tudi ideje, koga bi lahko povabili še na poletni kamp. Ja. Tako da sodelovanje z fizioterapevti iz držav, ki so malo bolj že napredni, predvsem na področju inkluzicije, multidisciplinarnega sodelovanja znotraj zdravniškega tima, da res mogoče pridobimo tam še več teh informacij in probamo to prezentirati tudi v Sloveniji, kajti s tem bi samo naši vsi pacienti pridobili kvaliteti življenja. Tako, ja. No, to je bil en kratek povzetek oziroma doživljanje vsakega izmed nas, ki smo bili na kongresu.
Tako da upam, da ste izvedeli kaj novega. Če vas bo kaj od tega zanimalo, definitivno stopite v kontakt z mano, z Dominikom ali pa Sandro in vam bomo še kaj več o tem povedali. Mimogrede bomo pa o tem tudi naredili eno predavanje, tako da bomo še kaj več povedali v živo, ne? To je to. Se slišimo naslednjič.